sem Sara Lampričnik in vi poslušate Radio Aktivno. Vem, ti poznaš skrivnosti sveta na robu solz, o smehu oba, ob tebi še ta siva jesen mi daje smisel. Dovolj imam vseh starih navad, ko zunaj mraz je, v srcu pomlad, s kitaro na obali me skriješ svojo pesem. Ko me gledaš, se mi zdi, da čas takoj obstoji. Vse do zvezd in do globin, vedno tu ob meni si. Kaj še bolje ti in vesolje, daješ mu pomen. Kaj še bolje ti in vesolje, prejmi ta poletni moj objem. Odpelješ me na konec neba, eno srce, njem skupaj oba. Veš, to je ta trenutek, ki se zapiše v zvezde. Ko me gledaš, se mi zdi, da čas takoj obstoji. Vse do zvezd in do globin, vedno tu ob meni si. Kaj še bolje ti in vesolje, daješ mu pomen. Kaj še bolje ti in vesolje, prejmi tale moj objem. In kaj še bolje ti in vesolje, daješ mu pomen. Kaj še bolje ti in vesolje, prejmi ta poletni moj Kaj še bolje ti in vesolje, daješ mu pomen. Kaj še bolje ti in vesolje, prejmi tale moj objem. In kaj še bolje ti in vesolje, prejmi ta poletni moj objem. Ti in vesolje, Sare Lamprečnik, ki je z mano v oddaji Radioaktivno. Sara, lepo zdrav. Lep pozdrav. Običajno se slišiva po telefonu, tokrat pa si vzela nekaj časa in se iz Celja pripeljala tudi k nam. Ja, je bila kar pestra vožnja, no. Mislim, kar dolga. Nisem še bila v bistvu tu v vaših koncih nikoli, tako da je bilo kar zanimivo, no. Pridi tudi sem pogledat. No, glede na to, da smo se večkrat slišala po telefonu, nisi več novinka na glasbenem prizorišču, sedaj imaš že kar nekaj kilometrov za sabo glasbenih. Ja, mislim, se nabira. Pač čim več je treba delati, čim bolj mlad začeti, pa se pač obrestuje, no. Veliko delaš? Iskreno povedano bi lahko več, no. Pač itak bi lahko vsak več, ne. Ampak mislim, kar veliko, no. Zdaj poskušam čim več komadov pač izdati. Želim si tudi albuma, no. Kar nekaj let si ga želim, no. Že, tako da upam, da se mi bo želja kmalu uresničila. Ti je sedaj glasbena scena že postala domača? Pa kar ja, se v bistvu naša glasbena scena slovenska, no, je toliko mala, da se mi zdi, da hitro vse spoznaš, no. Sedaj si primarno vokalistka ali spremljevalna vokalistka? Res je. V bistvu mi je oboje fajn delati, no. Backe mi je ful cool pet, je nek izziv je, bolj si sproščen, se mi zdi, ker se nisi toliko v spredju, ne. Veliko se naučiš od glasbenikov, ki jih spremljaš, jaz sem se res ogromno naučila. Je pa itak fajn biti lead vokalist, ne. Je izziv biti spremljevalni vokalist? Ja, meni je ful izziv, ker vse je malo drugače. Moraš biti pozoren, moraš spremljati tistega, ko je pač lead vokalist, moraš se lepo pobarvati z njim. Na vse te pozornosti moraš biti pač pozoren, no.
meni je full fajn. Sodeluješ pa s kar nekaj znanimi slovenskimi glasbenimi imeni. Ja, v bistvu se je že nabralo kar nekaj, no. V bistvu, da sem prvič spremljala nekoga, mislim, da je bila Nina Pušlar, ko sem bila še konec osnovne šole. Nas je, mislim, 3 punce smo skupaj pele, smo imeli tak mini bendič, ali kako bi se rekla. In nas je pa povabila, da smo z njo nastopile, ko je bil dobrodelni koncert na RTV za šolske marice in takrat je bila ena moja prvih izkušenj, no, s tem bolj komercialnih glasbenih vodah, ne. Pa ja, v bistvu vsi ne vem. Veliko je bilo sodelovanj, najbolj se spomnim recimo Lea Sirk, smo delali kar en lep čas, zdaj delamo z Evo Boto, pol je vsako leto Melodija Morja in sonca, sem tudi v bandu, no, kot spremljevalna vokalistka, pa na popevki sem bila, bilo tudi super, no, pa tak. Ti dajo ti glasbeniki z veliko kilometrine nekaj izkušenj? Ja, definitivno, kot sem že prej povedala. In nenazadnje tudi znanja. Ja, definitivno. V bistvu, ko ti opazuješ nekoga, pač koliko on nastopa, ko pač itak ima več izkušenj kot ti, ne, pač ponavadi. In se lahko res veliko naučiš od njega in, ne vem, odnos s publiko in, ne vem, res veliko stvari se naučiš, no. Tudi ne samo na odru, ampak tudi za odru. In ja, ful dobre izkušnje imam, no, z vsemi v bistvu. Pričela sva skladbo Ti in vesolje, tvojo prvo solo? V bistvu ne. Drugo? V bistvu prva izdana je bila Le ti to znaš. Zaradi tega, ker sem jo predstavila na Pop Rock 2017. Ampak smo jo potem čez, mislim, da 2 leti preuredili v malo bolj tak rock stilno. Zato vem, da imate vi na radiju to verzijo, ne? Drugo varianto, ja. In letnico pripisano. Ja, ampak 2017 me je v bistvu Alex Valasko prijavil na Pop Rock festival. To je bilo v sklopu Dnev slovenske zabavne glasbe. Takrat je bilo na Gospodarskem razstavišču. In takrat smo v bistvu tudi začela midva sodelovati. Je bila pač najno prvo sodelovanje. Ja, pač ful dobra izkušnja. To je bil pač moj prvi tak velik nastop, no, kot solistka. Tako da ja, to je bil v bistvu moj prvi komad, no. Nadaljujeva skladbo Ujeta, ki ima seveda tudi svojo remix različico, ampak da ne samo izvirno vertiva. Ok. Ja, Ujeta, kdaj je bilo to? Tudi 2018, ne vem, ali 2019. To je bilo lani? Ne vem. Pogledam. To se toliko zgubiš, potem se mi zdi v teh 2018 maja. 2018, ok. To je že kar dolg nazaj, ne? 2 leti. V bistvu bi lahko več izdala, kot se mi zdi. Ja, no, v bistvu, ne vem, kaj naj povem o tej skladbi. Nisi ujetnica. Ujetnica definitivno nisem, sem bolj free spirit, če že. Ali si bolj upornica? Bla, zdaj nisem več tok. Je to res, si še tu, globoko v meni, nekje tu ob meni. Je bil to lep ples ali slepi objemi, čisto zgubljeni, brez prihodnosti, ranjenih oči. Gledaš me, a še bežiš, ujeta v trenutku, kot je cvetje v vetru, daleč od oči in daleč od srca. Ujeta v trenutku, kot pomladno sonce, ki stopi še zadnje upanje snega. Se več ne poznava in lesence za nama vodijo do tistih vrat, kjer nekoč si mi rekel, da vse lahko imava. Zdaj pa ti si ti, čisto druga, jaz ljubim časih dobro znan obraz. Trenutku, kot je cvetje v vetru, daleč od oči in daleč od srca. Je ta v trenutku, kot more česa.
cvetje v vetru tiho uvenelo, kot utrip srca. Ujeta, Sara Lamprečnik z mano v oddaji Radioaktivna. V tvoji biografiji sem prebral, da si v glasbi od otroških let, da si pričela v nižji glasbeni šoli. Res je. V bistvu mislim, da sem se, oziroma so me upisali novo glasbeno šolo pri, 5 letih, se mi zdi. In sem hodila 2 leti v tisto pripravnico, zato da sem se odločila, ker inštrument bi pač jaz igrala, ne, 1 leto se ne vem. In pač vsi so me nagovarjali, ja, Sara, pet klavir, ne, to je tak inštrument, ko ti bo ful lahko pač pomagal posod, ne, pač tak univerzalen je. In pač sem enkrat v orkestru videla flavto in sem se pač zaljubila v to flavto in sem hotela po flavto igrati. No in ja, sem pač končala nižjo glasbeno šolo iz flavte. Tudi ja. Za igranje na flavtu si bila celo nagrajena. Ja, bila sem v bistvu na Temsigu, pač na državnem sem bila zlata. Potem sem šla še pa na mednarodno v Srbijo, Požarevac, pa sem tudi bila zlata, pa 1. mesto sem dobila, če se že moram hvaliti. Kako to, da si potem flavto opustila? Ne vem, v bistvu sploh ne vem, nekako mi ni bilo več. Ful bolj sem, iskala sem se, pa sem pač našla petje, ne, kot nekak nadomestek. Sploh ne nadomestek, ker me itak bolj veseli, ne. Ne vem, sploh ne vem. V glavnem, bolj me je začelo zanimati pač petje, zato sem tudi takoj, ko sem končala glasbeno šolo, sem se šla tudi učiti petja, ne, in sem začela malo bolj nastopati, pač kot pevka. Tako da ja, v bistvu, včasih mi je žal, da sem pustila flavto, ampak če pa pogledam, kaj se mi zdaj dogaja, sem pa tudi pač vesela, da se je zgodilo tako vseeno. Ampak potem si se vseeno usedla za klavir. Ja, v bistvu klavir sem se pa mogla naučiti, v bistvu med srednjo šolo, zaradi tega, ker grem zdaj študirati glasbeno pedagogiko in je pač pogoj tudi na sprejemnem izpitu pač znanje klavirja, ne, zato. Ni bolj priročna kitara? V bistvu tam zahtevajo klavir, tako da zato sem se pač klavir mogla naučiti, pa tudi, kaj pa vem, ne vem, kaj bi mi bilo bolj všeč, klavir ali kitara. Kje pa so bili potem prvi pevski začetki? Prvi pevski začetki, Zagotovo osnovna šola, pevski zbor ali kakšna druga zasedba? Ja, v bistvu pevski zbor itak ne, že od 1. razreda naprej. Pa se spomnim, da je, ne vem, v enem 4. razredu me moja najboljša prijateljica, ko je tudi ful rada pela, me je prepričala, no, da smo šle malo nastopati, da smo v duetu pele. Pa se spomnim, v 5. razredu smo se celo na Korajža velja prijavile, ko je bilo takrat ful popularno po teh osnovnih šolah, pa smo celo zmagale in takrat je bila neka odskočnica, ja, za pač petje, no. Ampak tudi, da dobro poješ, je treba dati vase kar nekaj izobraževanja, ur. Ja, v bistvu to tudi izobraževanja, no, pa tudi samo iniciative, ne. Pač doma moraš veliko delati sam tudi, ne. Nič ti ne koristi, če ti, itak ti koristi tudi, če greš enkrat na teden k nekem profesorju, ampak pač moraš tudi doma delati, ne, če ne, pač se ti ne bo obrestovalo, ne. Za kar se mi zdi, da je še posebej pri pevcih kar problem, no. Smo kar leni, se mi zdi, glede vaj pa tega, ker vseeno je pač glasilka, pač tvoje telo, ne. In se mi zdi, da se nekako ne spravimo toliko pogosto vaditi, ko pa ne vem, nek inštrumentalist, ko pač se usede recimo za klavir pa začne vaditi, ne. Tako da ja, itak doma moraš ful veliko delati. Le ti to znaš, bo naslednja, že prej si jo omenila, Pop rock festival. Ja, v bistvu to, pa smo naredili še eno priredbo, smo tudi posneli videospot, snemal ga je, mislim, da Matic Gabriel, tako da ja, pač kul komadič. Ostanem ali grem, kam naprej jaz več ne vem. Sivo je nebo, spralo vse, kar je lepo, barve mojega sveta, bitje tvojega srca. Povej mi, kje je pot nazaj, povej mi, kdo si, kam in kaj, a boš ostal, upanje. Usta in
lučke v očeh. Kaj je siva, kje je strah, tvoj poljub zdrobi ga v prah. Povej mi, kje je pot nazaj, povej mi, kdo si, kam in kaj, a boš ostal, upanje mi daj. Povej mi, kje je pot nazaj, ne sprašuj me več, zakaj, le ti to znaš, zame ustavi čas. Zaupaj mi srce, ker dala bi ti vse. Vem, da lahko, kje so odgovori, zdaj sva le jaz in ti. Vem, da lahko, spet se nasmejim. Povej mi, kje je pot nazaj, a boš ostal, upanje mi daj. Povej mi, kje je pot nazaj, ne sprašuj me več, zakaj, le ti to znaš, zame ustavi čas. Le ti to znaš in Sara Lamprečnik, prej si omenjala te festivale, Korejža velja, Glas mladih, si zmagovalka Fensa, mimogrede. Ja, pa res, 2015, ne? Tega Smo se nisi prej omenila. pogovarjala. Ja, 2015, v bistvu sem na Fensu imela svoj avtorski komad. Glasbo smo napisala midva z očetom, besedilo pa je napisala Alenka Gotar, ker me je takrat učila petja, no. V bistvu tam pri njej sem se začela učiti petja. V bistvu je bilo ful nepričakovana, no, zmaga na Fensu. Nisem ja pričakovala, sploh ne, so se mi zdeli drugi pač ful boljši kot jaz, ampak ja, upam, da bomo kdaj posneli še enkrat ta komad, da ga bom lahko dejansko izdala, da se bo lahko tudi na radio zavrtel. In ja. Ampak sedaj verjetno v drugačnem aranžmaju. Ja, definitivno. Itak pač medtem, ko odraščaš in skozi leta se ti pač zadeve, se ti in glas spremeni in razmišljanje in stil glasbe, ki jo imaš rad, ne, tako da itak. V Sloveniji imamo načeloma 3 festivale, Melodije morja in sonca, Ema in Slovenska popevka. Nikoli še te nismo videli kot glavne vokalistke, ampak kot spremljajočo pa tako rekoč na vsakem. Ja, v bistvu letos sem se hotela prijaviti na Slovensko popevko, no, ampak naj bi bila zdaj jeseni, pa je pač ni, ne. Tako da upam, da bo po zimi, tako da mogoče se prijavim. Lani pa v bistvu sem pela backe, ne, na popevki, pa mi je bilo the best, pač ful dobro. Na Emo sem se celo, mislim, da že prijavila, ampak nisem pač prišla zraven, sem pa kar vsako leto, no, tudi sodelujem z glasbeniki kot pač backica. Na Melodijah bi pa tudi letos mogla biti tretjič, ne, že kot spremljevalna vokalistka, ampak je žal odpadlo, za kar mi je ful žal, ker je tak dopustniško delo, ne. En teden smo dol na obali, pa je res je noro, ne. Veliko se družimo, mislim, vaje imamo itak, ne, se je delovno, ampak smo tako dobra ekipa, da se imam res ful lepo in zato niti nisem se hotela zdaj zaenkrat še prijaviti na Melodije, ker mi je tako fajn, pač ko pojem backe tam, pa ko sem cel teden lahko dol, pa ko se lahko družim, da mogočno čez kako leto. Ja, letos te vse ne bo odneslo z odra kot v lanskem letu, tako rekoč. Joj, pa res grozen. Ja, zanimiva izkušnja, definitivno. Ko sem videl, kako ste lovili liste. Ja, joj, backi smo bili ravno na tisti strani desni, ko je glih veter, ono, najbolj, ne, pa dež. In je bilo vse mokr, mislim, res je bila panika, ne. Jaz sem samo gledala voditeljci, pač, ko sta bila kao, ful merni, ne, pa tam, ja, brez skrbi, vse bo v redu, ampak je bilo res bizarno, no. Ja, mokri smo bili mi še na drugi strani. A ja, jo, verjamem. Verjamem, ja. Ampak peti pa se vseeno da. V takem ali drugačnem vremenu. Ja, mislim, malo smo mogli počakati, no. Ampak je šlo pa skozi, ne. Letos je kaj odrov, je kaj nastopov? Ob vsej tej situaciji. Ja, nekaj je, ampak niti približno ne toliko kot lani, no, saj čez poletje zdaj, ker itak bi moglo biti največ. Ne vem, pač malo sem žalostna, no, zaradi tega, ker mislim, tudi zaradi drugih glasbenikov, ker vem, da je pač
nekateri res v življenju samo to delajo in zdaj pač dejansko nimajo dela, ne. Tako da ja upam, da se to čim prej pač porihta, no, da bomo lahko začeli spet koncertovati. Ali kaj stopiš na oder tudi kot samostojna pevka, ne samo kot spremljevalni vokal? Ja, definitivno. Pa neki so, pač neki špilčki so, včasih grem sam z akustiko, včasih je kakšen band z mano. Pa vedno, ko je, objavim in na Facebook in na Instagram, tako da če me spremljate, vedno veste, kje bo kak špil. Greva proti toku? Gremo proti toku. Z glasbo seveda. Ja. Kako se živi tam nekje na dnu morja, ko da smo ujeti v stare oči, v prazne slike brez srca, kjer ni lepi zgodb, kjer se ne šteje dni, komu poješ pesmi, če nikogar ni, le ujet v sebi, nosi svoj oklep, gremo tja proti toku daleč na nogake, kjer so sanje vse tudi enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika večno se ne da živeti. Proti toku daleč na oblake, beseda vola malo srca, kdo je kriv in kdo lovi, so obrazi skrili barv sveta, kot da sploh jih ne boli. To ni taka zgodba za današnje dni, vsak ima vpliv, a glas ga zaduši, smo globoka voda, jezero brez dna, gremo tja proti toku daleč na nogake, kjer so sanje vse tudi enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika večno se ne da živeti. Kjer popoln je ta mali sveta. Vsak zagledan vase, to je kar imaš, komu pel boš pesmi, če jih ne poznaš, voda smo instant in duplikat zlata. Gremo tja proti toku daleč na nogake, kjer so sanje vse tudi enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika večno se ne da živeti. Proti toku daleč na nogake, kjer so sanje vse tudi enake, kjer popoln je ta mali sveta, slika večno se ne da živeti. Sara Lamprečnik z mano v oddaji Radioaktivna. Sara, koliko pa avtorsko ustvarjaš? Ja, vedno, pri vsakem komadu sem sodelovala zraven tudi neki avtorsko, no. Mislim, da sem jaz sodelovala zraven. Pri tem zadnjem, no, čeprav te nisem, pa v bistvu do zdaj najbolj, bila sem zraven in pri snemanju vseh inštrumentov in pač pri vsem procesu ustvarjanja. Besedilo sem napisala sama in v bistvu cel komad je nastal med karanteno letos, ne. Ampak potem smo mogli sicer malo počakati, da smo lahko šli v studio to vse posnet, ker pač nismo mogli ven iz občin, ker je bilo takrat, so bile tiste omejitve in smo mogli pač počakati. In je bilo ful fajn, ful sem uživala, ful mi je fajn gledati pač vsakega posebej glasbenika, ko da neko svojo dušo nov komad. In jaz sem ful vesela, no. Koliko samo napišeš, kaj ti je lažje, glasba ali besedilo? Ja, do zdaj sem se bolj izkazala pri besedilu, no. Tako da upam, da bom še kdaj, da se mi bo utrnila kaka ideja še za glasbo. Je bilo v času izolacije veliko inspiracije? Veliko časa za zapisati verjetno je bilo? Ja, itak, ja. Bilo je ful časa.
Pa mislim, da smo na koncu dobili dober izdelek, saj s tem komadom, ne. Tako da pač neki se je ziher delali. Ali je še kaj več osnutkov? Nekaj je še, ja, moramo malo pobrskati, kaj bi lahko še bilo, kaj še lahko posnamemo, kaj je primerno, kaj ni. Tako da upam pač, da bo čim prej nov komad. Sporedno je danes že tako rekoč pravilo, da se pripravi tudi videospot, tudi ta skladba ga ima. Ja, v bistvu posneli so ga Warehouse Collective, režiral je Darej Šomen, igrala sta Gal Oblak in Palina Akif, ki mislim, da sta pač super odigrala vlogi. V bistvu igrata tudi skupaj v nekih gledaliških predstavah, zato sta res imela full kemijo, se mi zdi. Pač res so posneli tako, kot sem hotela in se mi zdi, da je res lep spot, no. Poslušalci si lahko ga gledajo na YouTubeu, koliko pa si prisotna na družabnih omrežjih? Koliko sem prisotna, ja, pač lahko bi bila bolj, ne, ampak... Vidim, da ne objaviš vsakega kosila. Ne objavim vsakega kosila, definitivno ne. Zdaj sem sicer malo bolj zalaufala zaradi pač promocije komada, ne, sem malo bolj trudna objavljati, ampak še vseeno pa nisem tista oseba, ko bi bila res skozi na telefonu in fotkala, kam grem, skozi, mislim, njimi, no, pač iskreno povedano mi je to tako malo fake, no. Tako da ja, pač trudni se pa čim bolj promovirati pač to, kar rada počnem, no. Prej si že omenila na začetku tega pogovora, da ti je želja album. Se v času single generacije, med katero bi lahko tudi tebe prišteli, to izplača? Ali je to neka računice verjetno ne, ampak vseeno neki opus, ki je zaokrožen? Ne vem, če se splača, verjetno se ne. Ne vem, res ne vem. Ampak se mi zdi, da je pa toliko dober imeti album, ki ti je tako neka vizitka in toliko dober imeti tudi CD, da jo lahko preneseš, recimo zdaj bi lahko danes CD prenesla na radio, če bi ga imela, ne. Ja, mini album bi sedaj imela. Tako da naslednjič, ko prijem, no, ne bom nič zdaj govorila, ko se bom spet zagovorila. V glavnem, ja, pač zdi se mi super imeti album, no. Pač še posebej, če je pač neka rdeča nit v vsakem komadu, ne. Tako da ja, upam, da pač bom kdaj deležna tega. Ampak še nekaj skladb je do konca albuma treba pripraviti. Ja, definitivno, ja. Izzivov ti torej v glasbi ostaja veliko odprtih. Vedno jih je. Po mojem jih nobenem ne zmanjka, no. Vedno je nekaj za delati, vedno so neki novi projekti, vedno imaš nekaj novega za vaditi, vedno so novi koncerti, spoznavaš nove ljudi, itak pač pišeš novo glasbo, tako da je kar pestro, no. Dejala si, da boš šla študirati? Ja, zdaj grem pač oktobra v Maribor na glasbeno pedagogiko, ja. Tako da bo te glasba spremljala tudi poklicno? Ja, itak drugega si sploh ne želim početi, no. Sploh se ne vidim nikjer drugje, tako da mislim, da sem zbrala pravi poklicno. Upam, da sploh jeseni bom lahko šla pač na faks glede na omejitve zdaj, no. Čas bi bil, da bi že študenti tudi videli fakulteto od znotraj, ne samo zoomirano. Ja, res. Aktualna nosi naslov, čeprav te ni, po naslovu sklepam, da ljubezenska. Ja, itak, se večina komadov je ljubezenskih, ka ni. Mislim, da se to rdeča nit tvojih skladb. Mojih pa definitivno, mislim. Prej je bil Alex, ta, ki je pisal ljubezenska besedila, zdaj pa jaz pač nadaljujem. Ja, ne vem, pač prišlo je, no. Napisala sem ga, tako da o čem pa govori, si ga pa lahko poslušate. Že po naslovu bi lahko sklepali. Ja, to pa itak. Skladba bova spustila za konec tega pogovora. Mogoče se vračam vprašanje, še letos kak single? Upam, da ja. Proti koncu leta potem? Upam, da ja. Ne bom rekla ja, ne bom rekla ne, ampak bom rekla upam, da ja. Čeprav te ni za konec, Sara, hvala, da si bila gostja oddaje Radioaktivno, ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Najlepša hvala vam. Pogled ti beži, ko gledam te v oči. Ta droben nemir, vem, srce ne laže mi. Osamljenih dni, noči si spet te nenehno želim. Z mano si tu, čeprav
spet. Z mano si tu, čeprav te ni. Ne vem, zakaj to tako boli. Spet vrnem se, če obljubiš mi, da všeč ti je, ko z mano si. Zakaj obrneš se, ko greva spat? Zakaj nikoli se ne nasmejiš? Da si se spremenil, da nehal si verjet v to, kar nekoč si bil. A več me ne poznaš, zakaj odveč ti je, ko objamem te in vprašam te, kam si zbežal? Z mano si tu, čeprav te ni. Ne vem, zakaj to tako boli. Spet vrnem se, če obljubiš mi, da všeč ti je, ko z mano si. Z mano si tu, čeprav te ni. Ne vem, zakaj to tako boli. Spet vrnem se, če všeč ti je, ko z mano si. Sem Sara Lamprečnik in vi poslušate Radio Aktivno.